En lep pozdrav, dobrodošli na našem 3. dnevu delavnice Hipnotična manifestacija. Aleksander tukaj ponovno z vami. Hvaležen za vaše vprašanja, hvaležen za vašo udeležbo in tudi hvaležen celotni ekipi za podporo, za pomoč. Andreja, tebi hvala za odgovore na vprašanja znotraj klepeta oziroma četa. Jaz imam danes v okviru 3. dne pomembno nalogo. Ta naloga je ta, da vas seveda popeljem v svet sprememb vibracije v praksi. Kaj boste zdaj v praksi s tem naredili, da boste postali mojstri oziroma mojstrice hipnotične manifestacije. Da vas povabim v morebitno nadaljevanje študija z mano, tisti, ki vas to zanima, in tudi, da boste začeli že sedaj manifestirati konkretne cilje, konkretne rezultate v svojem življenju. Ja? Torej, napišite nam, da ste pripravljeni, s kje se nam pridružujete, kdo si želi postati še boljši v manifestaciji ciljev, rezultatov, želja. In začenjam z enim paradoksom. In to je, kako zanimivo je, da ljudje nosijo neke vredne predmete v zaščito, v sefe, da hranijo, naprimer, denar na banki, da ko grejo spat ali pa zvečer hišo zaklepajo pred tujci, niso pa pozorni na negativnost, torej na to, kar prihaja v njihov notranji svet, in premalo čuvajo svojo lastno vibracijo. Torej, če vam kaj ostane od teh 3 dneh, ko smo skupaj, je to, čuvajte svojo vibracijo. Zakaj? Zato, ker vaš notranji svet, vaša energija je tako kot magnet. In vi v nekem trenutku, ko boste izrazili svoje želje, cilje, kaj bi radi, da se vam zgodi v vesolju, boste z negativno vibracijo privlačili nasprotno temu oziroma se oddaljili od tega, kar bi v resnici želeli imeti. Zakaj dovolite, da drugi ljudje imajo dostop do vaše vibracije? Da se vas tako močno dotaknejo eni. In točno veste, nekoga konkretno mislim, ko rečem to. In včasih je to pri vas lahko otrok, ko mi včasih starši pridejo in mi reče, Aleksander, jaz imam otroka, ki je star že več kot 20 let in ni samostojen in na. Torej, potem so razni primeri ljudi, ki imajo s sedanjim bivšim partnerjem izzive, staršem, in vedno, ko daste nekomu dostop do vaše vibracije, da lahko vpliva na to, kako se vi počutite, tej osebi ne koristite, in še manj koristite sebi. Recimo, da nekoga ne marate, da vas je prizadel, a celo po domače sovražite. Če ste tudi vi zaradi tega, ker ta oseba slaba, slabonamerna, sovražna, v slabem čustvenem stanju in to stanje potencirate s tem, da vsem razlagate, kako je ta oseba slaba, zlobna in čute jezo, je tako, kot da bi pili strup, vendar hoteli, da ta strup prime nekoga drugega. Torej, vi ste tisti, ki dovolite, da se vas dogodki in besede drugih dotaknejo. In vi ste tisti, ki dovolite, da dogodki in besede drugih spremenijo vašo vibracijo. Ni izgovora, če imate nekoga ob sebi, ki ima močan negativen vpliv na vas. Tukaj ni izgovora. Ker ste vedno vi tisti, ki ste odgovorni za svojo vibracijo. Za to, kar privlačite v svoje življenje. In upam, da slišite ne samo to, da rečem, da je nekaj negativno, ker tukaj je ogromno pozitivnega. Spomnim se, ne vem, če kdo prebral knjigo Viktorja Frankla, Življenje v iskanju smisla. Viktor Frankl je preživel koncentracijsko taborišče in on razlaga, pazite to je bil en neverjeten človek. Eno predavanje, ki sem imel možnost seveda v posnetku videti, je imel na Dunaju in
ko on konča, ljudje ostanejo in ploskajo, 5 minut, nepretrgoma. Neverjeten človek v karizmi, ne? In ko konča predavanje, vpraša, kako bi lahko bil še boljši. Po vsem tistem aplauzu, kako se lahko še izboljšam. In Viktor Frankl razlaga, da v taborišču so lahko jim vzeli vse. Praktično, tako in tako so jim vzeli vse imetje, ločili so jih od ljubljenih oseb, večina teh ljubljenih oseb niti videla ni več potem in niso nam pa nikoli mogli vzeti fokusa oziroma tega, kam smo mi usmerili svoje misli. In tukaj bi jaz rad res vam dal nazaj odgovornost in tudi svobodo, da izberete svoje misli. Tudi, če na podlagi številnih vprašanj in tudi nekih povratnih informacij je marsikomu v preteklosti se nekaj hudega zgodilo. Dajte to spustiti. Ker ne sme biti to izgovor, da boste še naprej v slabi vibraciji. Če hočete še naprej slabo življenje, če hočete se naprej negativno vibracijo, vztrajajte. Potem saj rečete, jaz se odločam za revščino, jaz se odločam za bolezen, jaz se odločam za slabo partnerstvo, jaz se odločam za to, da bom privlačila nenormalne tipe v svoje življenje. Jaz se odločam, da bom imela plus 30 kg, plus 20 kg. Pač tako rečete, ne jamrati, da se nič ne spremeni in hkrati razumeti to, kar vam zdaj razlagam, da ste vi tisti, ki to naredite, sami od sebe. Začnite tako, da se vprašajte, na katerem področju življenja bi radi manifestirali več. Dobrega, pozitivnega. Torej, vzemite kolo življenja. Torej, denar, a je denar tisto, kar rabite več? Karijera, je karijera tisto, kar bi radi izboljšali? A je zdravje tisto, kar bi radi uporabljali ta orodja, ta znanja? A so prijatelji, družina? A je to partnerski odnos, sedanji? Ali pa morda nek nov, če ste zdaj samski? A osebna rast, rekreacija, zabava? A bi radi fizično okolje, da lepše, boljše zgleda? Torej, tukaj imate kolo življenja. Zberite eno področje in na njem naredite nove manifestacije v smeri, kjer boste vi srečni, zadovoljni. Ker, pazite to, ponavadi področje, kjer najbolj potrebujete manifestacijo, je področje, kjer ima navadno najnižjo vibracijo. Torej, ljudem se je vedno najtežje pogovarjati, zdaj govorim iskreno, ker včasih boste našli ljudi, in to se mi dogaja, nekdo pride k meni in ima tak lažen nasmešek, ali pa tisto, kar reče ljudje, veš kaj, se meni denar ni tako pomemben. Vse je važno, da je zdravje. Ja? A pa kaj čem s partnerjem, vse veš, boš, da sem sama in tako naprej. Zato ljudje ponavadi imajo neko nizko vibracijo na nekem področju kolesa življenja in potem si izmišljujejo zgodbice, ker se hočejo sami sebe prepričati, da je v redu, če tako je, globoko v sebi pa čutijo, da si želijo nek ljubeč, izpolnjen partnerski odnos, da si želijo neko kariero, ker bojo uživali v temu, da si želijo finančno stanje, da si želijo nekaj rešiti v družini, ožji, širši in tako naprej. In to, kar sem že omenil in še enkrat bi rad poudaril, vibracija želje je drugačna od vibracije izpolnitve te želje. In če ne morete razmišljati, ker jaz razumem ene, ker niti ne bom delil zgodb, ki pač jaz vem, da včasih delite vi z mano neko zgodbo, ki je zelo osebna ali pa intimna. Če vi ne morete razmišljati o nekem področju brez negativne vibracije, vam dam naslednji nasvet. Dajte namero, dajte željo, dajte pobudo vesolju, Bogu, da boste, kaj bi radi na tem področju. To dajte narediti. In potem, če ne morete razmišljati brez negativne vibracije, raje ne razmišljajte o tem področju. Preusmerite misli drugam. Da ne sabotirate tistega področja še bolj kot je. Ker vaše misli vi ne morete prisiliti, da bojo mislile pozitivno, če vi slikate v mislih negativne scenarije. Ja? Ker ti negativni scenariji sami od sebe generirajo negativno vibracijo.
In spremenite scenarij in spremenite tok misli. In tukaj v praksi vam jaz svetujem seveda, da si začnete postavljati boljša vprašanja. Boljša vprašanja bojo spremenila tok misli in spremenila vibracijo. In tako zanimivo je, ne vem, vi verjetno poznate, v prometu obstaja nek izraz, ki se mu reče zeleni val. Torej, zeleni val pomeni, da začnete se voziti in se peljete skozi samo zelene luči. In poravnana vibracija je tako, kot da bi bili v tem zelenem valu. Vi kar greste in greste tako lahkotno. Manifestacija mora biti lahkotna. Ja? Torej, tudi jaz, recimo, ko delam z vami, seveda je to neko delo, zahteva nek trud, jaz se premikam usta in tako naprej. Sem pripravil te vsebine in tako naprej. Ma je lahkotno to. Je to nekaj, kar bi delal praktično zastonj govorim v tem smislu, da bi vam plačal včasih, da bi me hoteli poslušati. Ja? Zdaj, kot ekipa, imamo kar veliko ekipo, rabim seveda izmenjevati moje znanje ali pa to z neko energijo denarja. Zato tudi lahko ekipo seveda nagradim za to, da mi pomaga to početi, kar počnem. Želim vam to predstaviti, da katerokoli področje življenja manifestacija ne bo lahkotna. Ker če pa se ne boste poravnali s to vibracijo, potem je kot da bi bili skozi na rdečem semaforju in tam se ne bo luč premaknila. In eni ste že v samih vprašanjih nepotrpežljivi. Nepotrpežljivost še podaljša, ker če so ljudje nepotrpežljivi z nemanifestiranjem, torej nepotrpežljivost z nemanifestiranjem, vam bo še podaljšala rdečo luč. Ali pa vas celo oddaljila od tega, kar bi radi. Nepotrpežljivost vodi v slabo vibracijo. Slaba vibracija podaljša manifestacijo. Zdaj, ko me ljudje sprašujejo to, a moram biti vzhičena ob želenem rezultatu? Ne, ker doskrat to vzhičenje ni naravno. Spet, ta drugi dan je bil malo težje razumljen, vse tako imam občutek. In ta zakon pričakovanja, o katerem sem govoril, če se spomnite, je nekaj, kar doskrat ljudi ne razumejo, vendar vi imate toliko stvari, ki jih pričakujete kot samoumevne. Ko smo bili z družino v Afriki, nas je nekdo, pač lokalna oseba, peljala v eno vas, kjer je doma, in oni nimajo elektrike. Mislim, ko gledam pitno vodo, živali pri nas imajo dosti bolj kvalitetno pitno vodo, kot imajo oni. Ja, dosti bolj čisto, mislim, vse. In hočem vam to reči, da vam je samoumevno, da pritisnete na stikalu, na gumb in se luč prežge. Vam je samoumevno. Vi ne rečete, prežgala se je luč. In isto ne bo pri manifestaciji. Vi rabite čutiti nek občutek mirnega zadovoljstva. Sem zadela na lotu. What? So what? To je znana, lepa slovenska beseda. So what? Sem zadela na lotu. Torej sem privlačila čudovitega partnerja. Pač to je logično. To se jaz zaslužim. To sem jaz vredna. To je moje. To je pripada. Ja. Sem skušala 20 kilov. Ja. Super. Dobro se počutim. Tako se morate, to je vibracija, ne ono, ker če a vi prežgete luč, ker pričakujete, da se bo prežgala. Mislim, to je slovenska beseda, Andreja. Torej, pritisnete na stikalo in luč se prežge, odpre, kaj se reče. Mi rečemo ne. Ok. Odpri luč, rečemo mi primorsko, vi ne rečete tako, Opri luč. Ja, malo primorščina tudi mora biti zraven. Ok, fajn. Če to, kar zdaj razlagam, ima smisel, če se vam zdi, da še komu lahko koristi, to je še zadnji klic, povabite ljudi, ki mislite, da rabijo to slišati. Dajte jim poslikati slajd, ali pa sam napišite jim, pridi hitro na delavnico od Aleksandra, masteracademia.com, pošiljka, priporočam, je brezplačna in ti bo lahko koristilo, da greš kdaj tudi ti v pozitivno vibracijo. Ja? Ok, zdaj pa praktične stvari. Prvič, spanje. Jaz se spomnim,
ko končam, mislim, da je bilo kdaj 2008, sem končal NLP praktik pri Bendlerju v Londonu in potem sem končal vse tečaje v tistem letu. Torej, praktik, mojster, vse sem naredil. Jaz sem pač mal, grem na polno. Jaz nisem tako, da bi rekel zdaj, če vidim, da je nekaj koristno, pol najdem načine in sem zelo vztrajen, trmast, neizprosen, da se nekaj zgodi. In tako je po tečaju, nisem imel še kaj dosti pojma, kako ljudem pomagati. Ma sem rekel, če je meni pomagalo, da sem začel spati, da sem rešil nekih strahov, da sem pač začel bolj zdravo živeti, da sem si umiril notranji svet, sem rekel, kako bi bilo koristno, če to pomagam še komu drugemu. In takrat pač objavim nekaj, pa nekaj začnem pisati in tako, to so bili res začetki. No, in nekdo po nekem priporočilu pride do meni, torej ena punca, ki je imela takrat panične napade. Tako je imela panične napade, da je imela neka močna pomirjevala. In ena pomembna stvar, tisti, ki poznate te tehnike, ki se jih učimo, je to, da pač nas zanima, kdaj se to seveda zgodi. Po domače sem jo vprašal po sprožilcu. Torej, ne vem točno, kaj sem vprašal, ma vem, da sem takrat iskal, kdaj ima te napade, kdaj so ti napadi najmočnejši in tako naprej. In ona mi reče, takrat, ko slabo spim, torej spanje, takrat, ko slabo jem in tako naprej. Torej, tukaj je neka pomembna stvar, s katero bi rad začel. Ne? Za dobro vibracijo vi rabite se dobro počutiti. In zagotovo je ureditev teh prav temeljnih stvari ena stvar, ki vas bom spodbujal, da naredite. Torej, spanje, hrana, recimo sladkor, alkohol in tako naprej, razne substance, ki utišajo a pa onemijo notranji svet, vam bojo onemogočile slišati vortex, torej slišati Boga, slišati vesolje. Torej, mi rečemo nekaj. Molitev je komunikacija z Bogom. Torej, vi prosite, dragi Bog, ali pa vesolje, ali pa nezavedni to je molitev, ali pa vizualizacija, vi prosite nekaj. Ne? Potem, ko vi ste zaprosili, to je v prvem koraku, se vam vrne nazaj v obliki neke intuicije. Ali pa nekih občutkov, ali pa tako. In zdaj, bolj, ko boste vi zauživali te substance, ne, manj boste slišali, kaj vam vesolje govori. Ja? Torej, in tukaj imam spet, za tiste, ki vas zanima nadaljevanje z mano, vam bom dal nekaj idej, kako to narediti, tisti, ki se nočete odreči sladkorju ali pa alkoholu in tako naprej, kako vseeno to narediti, da boste še vedno slišali sami sebe ali pa slišali, kaj vam intuicija govori. Ok, gibanje, absolutno, izjemno pomembno. Ja? Jaz vam dejansko svetujem, da si date neko namero in potem greste na sprehod, v gost, v naravo. Ker spet boste tam dobili drugo vibracijo. Mislim, jaz si upam reči, da sem v preteklosti največ idej dobival, pod tušem ali pa pod nekim. Ne? In zdaj imam na prvih 2 mestih samo hipnozo, ker doskrat grem v trans in naredim laboratorij grem z nekim vprašanjem noter in pridem ven z neko čudovito idejo, ali pa na sprehodu. Te 2 sta moj poglavitna načina in zdaj imam na sprehodu nek poseben način, kako to dokumentiram. Res sem nekaj zelo domiselnega najdel, če bi koga zanimalo. In okolica. Jaz vam povem, kako močan vpliv ima okolica. Jaz doskrat rečem ljudem, ko sem bil na delavnici Jacka Canfielda, če se spomnite, to je bil ta gospod, ki je napisal Kurjo juhico za dušo. Mislim, da je bilo to leta 2008 v Phoenixu v Arizoni. Sem spoznal nekoga, temu gospodu je ime Daniel Blunder, ne, ki se je v tistem trenutku, ko sem se jaz ukvarjal z informacijsko varnost, jaz še vedno imam podjetje, ki se s tem ukvarja, se je on tudi s tem ukvarjal. In potem je on prišel v Slovenijo in postal moj direktor v tem podjetju. On je dejansko iz Amerike prišel v Slovenijo in postal direktor mojega podjetja. Saj takrat za 2 leti, pa mislim, da se je malo neveličal, ker po mojem Američani ti ne vejo, kako je Slovenija velika.
No, in potem je bilo zelo zanimivo, ker je rekel Jack Canfield en stavek, ki ga ne morem pozabiti, je rekel, mi smo bili skupaj pač nekaj dni, energija se je dvigala, vibracija se vedno dvigne na takšnih delavnicah, zato doskrat jaz svetujem ljudem, ki pridete vi na delavnico v živo k meni, si vedno dajte neko namero, kaj bi radi, da se zgodi, ker potem bi ste dali v vortex nekaj in v tistem trenutku, ko smo vi skupaj v živo, vi ste v okolju ljudi, ki podobno razmišljajo, podobno vibrirajo, podobno dvigujejo vibracijo in jaz vam povem, zadnji dan se dogaja čudeži. Mislim, tudi na splošno mi ljudje rečejo, koliko čudežev, recimo, v pozitivni smisli, zdaj govorim na rekovajih, seveda se to zgodi. Torej, pozitivna naravnanost. Ja? Torej, to je naslednja stvar, ki vam svetujem, zato da boste spremenili vibracijo. Pozitivna naravnanost ne pomeni, da boste vi zdaj hodili po vrtu, posod bo plevel in samo lagali sami sebi. Torej, ni plevela. To ni pozitivna naravnanost. Ja? Torej, če vi rečete, jaz sem suha in res ste pred ogledalom in vidite, da imate kakšen kilo preveč, vam to ne koristi. Je fajn, da ste realni. Ja, da poveste, koliko je. Torej, ne lažno afirmiranje, temveč vi rečete, koliko bi radi. Če zdaj imate 80 let in bi radi igrali za prvo ekipo Barcelone, nogomet, a je to mogoče? Ja, absolutno. Lahko ste v prvi ekipi seniorjev 80+, lahko tudi mlajših. Dajte tako razmišljati, da je še vedno realno na način, da, ker če vi gledate in vidite plevel in rečete, ni plevela, vibracija se nič ne spremeni. Vi ste sam besedo uporabili, ki vam še vedno prinaša negativno vibracijo in ne boste naredili spremembe. Če pa vi rečete, plevel je, jaz pa imam sposobnost, imam roke, imam energijo, da ta plevel porijem ven in naredim vrt čudovit, je potem to tisto, kar v resnici vas bo pripeljalo do tega, da boste najdli rešitev. In ena stvar, če vam lahko kaj priporočam, v bistvu je hipnoza. Zdaj, hipnoza ima toliko različnih nazivov, to je vizualizacija, meditacija in tako naprej. Hipnoza ima neko prav specifično strukturo in to je stanje, kjer še posebej, če ima kdo akutno negativno vibracijo, je to prva stvar, ki bi jaz priporočil. In tisti, ki poznate Esther Hicks oziroma Jerry Hicks, kdo pozna tukaj? Jerry je nažalost pokojni že. In Esther, ki kanalizira Abrahama, večkrat poudarja, da ona dva sta dobila ta dar, ona je dobila ta dar, samo zato, ker so vsak dan konsistentno meditirali, izpraznili misli. Torej, dva načina sta za hitro manifestacijo. Torej, če se vam mudi, da bi radi denar jutri, mislim, zdaj govorim na rekovajih jutri, najkrajšem možnem času. Če se vam mudi, da bi radi neko spremembo v najkrajšem možnem času in to manifestirali, sta dva pomembna recepta. Prvič, po lestvici čustev, ki vi imate lestvico čustev, torej ponavadi najnižje vibracije z vidika čustev so recimo nek strah, obup, neke depresivni občutki. Ja? To so recimo ponavadi najnižje vibracije. Najvišje vibracije so ponavadi hvaležnost, sreča, veselje in tako naprej. Ni enostavno nekomu, ki ima minus na računu, iti na najvišji čustveno stanje in tam bolj hitro vibrirati, hitro manifestirati. Zakaj? Ker pa ta oseba pogleda realnost, vidi, kako je, tudi če ima neko vizijo, še zmeraj ima neko breme sedanjosti in prav s hipnozo boste to rešeno spravili. Zdaj, kaj se zgodi, ko boste šli v hipnozo, boste uporabili alfa, teta, delta in gamma stanje za spremembo vibracije. Torej, mi smo na nek način, en tak zelo enostaven način hipnoze že naredili, ko smo zaključili dan številka 1 in dan številka 2. Mi smo naredili neke vrste vizualizacijo, čeprav jaz sem uporabil hipnotične jezikovne vzorce, tehnike, ki se jih učimo na hipnozi. A komu bilo všeč to, kar smo počeli, ko smo zaprli oči? Napište mi, samo tako, da vem, če vam je bilo to všeč. No, in ko vate to dnevno, recimo jaz vam dam primer, sem spet imel vprašanje s področja manifestacije
si vzamem čas, grem v moj laboratorij UMA, to je pač ena tehnika, ki jaz uporabljam za samo hipnozo, si nastavim uro, ker ponavadi imam uro, da potem res končam po 15 minut in 30 sekund se vedno nastavim. In zakaj 30 sekund? Zato, ker ponavadi rabim, da odložim očala, ker pač zdaj imam očala, ker grem v samo hipnotično stanje z dan tu dol, da odložim pač telefon in tako naprej in da slučajno, če bi zaspal, odplaval, ne, da se vrnem nazaj. In po 15 minutah sem prišel ven res noro v neki pozitivni vibraciji in sem začutil, da bi rad še 15 minut šel noter. Včasih pa se mi zgodi, da ne grem niti do konca 15 minut, ker dobim neko idejo prebliski in bi jo rad čim prej uresničil. To hočem reči, da tukaj morate malo vaditi. In to je tako, da vaja naredi mojstra, ima ena stvar, jaz priporočam vsakomur kot eno najbolj pomembnih stvari, da se to naučite. No. Zakaj? Ker vi boste dovolili ljudem, da se vas bodo dotikali ali pa ne. In vi boste dovolili ljudem, da bodo spreminjali vašo vibracijo. In prav tukaj je ta stvar, da kaj vam jaz svetujem, da v hipnotičnem stanju si naredite nek ščit pred negativnostjo. Da si predstavljate, da drugi ljudje nimajo več toliko vpliva na vas, še posebej tisti, ki so vam najbližje. In ko ste v slabem čustvenem stanju, to je K-, bi rad, da zdaj začutite. Wow, zdaj se jezim. Zdaj slabo manifestiram. Kaj bi bilo boljše stanje, v katerem lahko grem? Zdaj sem žalostna. Zdaj ne manifestiram to, kar hočem v svoje življenje. Kaj bi bilo boljše stanje, ki bi ga lahko takoj spremenila? Ja? In potem se vedno vprašajte, kako mi to koristi? Če bi radi sedeli na lotu in jamrate, kako nimate denarja, pač kako vam koristi to jamranje? Komu hočete povedati, da je vam najhujše? Včasih se dobijo ljudje na kupu in eden začne jamrati in potem tekmujejo med sabo, kdo ima največji problem. Jaz imam pa večjega kot ti. Ja? In pač govorim zdaj seveda o problemu, da ste zdaj spet. Hoče reči to, da ljudje dostkrat se jezijo, so slabe volje in se ne vprašajo, kako mi koristi. Torej, to vam dajem res zdaj iskreno iz srca. Torej, rekel sem vam že, jaz vas bom povabil, da nadaljujete študij z mano. Mi veliko pomeni, da če se za to odločite, seveda. Mogoče se za to ne boste odločili. To prepuščam vam in temu, kako poslušate sami sebe. Res bi vam pa iskreno rad to dal, tudi če se nikoli ne vidimo, do konca življenja, če se ne vidimo, bi vam rad to zdaj dal in prosim, poslušajte me. Poslušate? Ja? Andreja, me poslušajo? Kadarkoli ste v slabem čustvenem stanju, se prosim vprašajte, kako mi to koristi. A to koristi meni? A koristi to ljudem, ki jih imam rad? Kaj zdaj manifestiram? In kadarkoli ste v negativni vibraciji, takrat je, kot da bi šli v nek negativni vortex. Kaj pa ste nekaj? Slaba čustvena stanja privlačijo nova čustvena stanja. Slabi dogodki privlačijo druge slabe dogodke. In doskrat boste našli nekoga, če se spomnite prej, ki sem vam pokazal kolo življenja, ki ima celo kolo, ne vem, če je to lepa slovenska beseda, se pravi, čujem, zjebano. Tako se reče, tako Andreja, piše tako v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Ja, torej, ima celo kolo življenja, fuč, no, je to lepše. No, in zakaj? Zato, ker so v vorteksu, ki gre v kontrasmer. Recimo, banalna stvar, če se jezite na politiko, kaj ste rajš? Jezni in razlagate, kako so oni za nič, zdaj pustimo, a to levi, a desni, ker mi je čisto vseeno zdaj, kaj razmišljate, ali bi rajš bili uspešni, ali bi rajš se dobro počutili, ali bi rajš bili srečni, ali bi rajš uživali življenje, ki je prekratko. Se spomnite, kaj sem vam rekel, kako me je moj prijatelj poklical in rekel, Aleksander, danes je moj srečen dan. Razbit avto, totalka. In nekdo reče, danes je moj srečen dan. Zato, ker v resnici avto ni pomemben. In vi veste, da če me lahko zdaj poslušate, če ste živi, je več srečen dan.
Ja? Ne vem, a sem dovolj jasen, ker kaj se dogaja? Eni stalno kličete pizzerijo. Nekdo pokliče v pizzerijo, naroči pico in čez minuto spet, kje je moja pica? Ma čakajte, sem sama, so šli vsi na dopust, moram še zamesiti, dajte mi nekaj časa, vse bo hitro. Kje je moja pica, kje je moja pica, In tako danes ljudje uporabljajo zakon privlačnosti. Stalno kličejo v pizzerijo in se čudijo, da pice ni. Se ne morejo pica sploh narediti ali pa speč, ker skozi ne daste mir. In to je slaba manifestacija. Upam, da sem vam to dal, ker to je res pomembno. In vem, da imate primere v anketah, ki so težki primeri. Torej, če bivši partner ne plačuje preživnine, uporabite vsa pravna sredstva, da boste seveda to preživnino dobili, hkrati imejte fokus na dobro čustveno stanje, na dobro vibracijo. Ker če ne, boste samo se vrteli v nek cikl. In jaz imam res ogromno primerov ljudi, ki so bili pri nas na delavnici in mi rečejo, Aleksander, ko sem se jaz spremenila, se je neverjetno tudi on spremenil. Kar nekaj se je to rešilo. Ko sem se jaz spremenil, so tudi drugi spremenili. Torej, vem, da to, kar razlagam, na prvi pogled zveni kot preveč enostavno. Ker manifestacija je enostavna. In včasih je tako preveč enostavno, da ljudje rečejo, to je res preveč enostavno. Naredite en test. Naredite en test. Ja? Kdo je že dobil kakšen signal, da se mu nekaj začelo premikati v pravo smer? Po enem dnevu, po 2 dneh. Po tako majhnem času, ko smo bili skupaj. Ja? Torej, zdaj, ko včasih ljudje rečejo, da so čudeži mogoče, jaz vam povem, to je sploh, kaj je definicija čudeža. Jaz rečem ljudem, da nikoli ne smejo obupati. Nikoli ne obupati. Pred kratkim sem peljal hčerko v sosednjo vas, prijateljci, in sva jo iskala. Ker so šli na igrišče in jo ni bilo na igrišču in bla, bla, bla. In pa sem rekel, deva se ustaviti, ker sem bila v avtu in sva šla po nekih makadamih, pa nekih lužah, pa to, pa ono. In sem rekel, deva se ustaviti, Ana, deva dati na miro. Sva dala na miro in res je, čez par minut sva jo dobila. Nažalost, že ko je šla z igrišča, je bila že doma in je rekla, zdaj pa ne bom se več igrala in sva šla pol domov. Pa sva rekla, dobila sva to, kar sva vprašala. In ker jaz sem že prej hotel obupati in mi rekla ona, ti hočeš obupati, mi rekla. Ne, jaz sem rekel, greva še naprej. in to bi nas tudi vas naučil. In tukaj imam en primer Vanje. Vanja je prišla k nam na hipnozo, zato ker je imela njej ljubljeno osebo, to je nek zelo tesen sorodnik, ki je dobil diagnozo raka. In sicer, pazite to, neozdravljiva oblika raka. In je imel metastaze po celem telesu. Na izvidu, ki ga je on dobil, je pisalo, sistemsko aktivno zdravljenje ni več smiselno in je končano življenjska doba do 3 mesecev. Ona je potem uporabljala to, kar se je naučila hipnozi pri meni, sugestije dala in spodbujala v dobro čustveno stanje. In mu dala tudi neko mojo zgoščenko, ki mi podarjamo za zdravljenje raka in pazite to, ta oseba je potem se dobro počutila. Te bulice so izginile, oteklina je izginila, počutje se je izboljšalo. Ta oseba je 1 leto po tistem smučala. Ja? Ona bi imela že kdaj biti mrtva, pokopana. Tukaj imam Edito. Ona je prišla na delavnico hipnoze v močni moški energiji. Tisti, ki je bil moški, bi rekel, to pa je še en moški. In ona se je tako spremenila, ne vem, če vidite to njeno neko lahkotnost, da je potem privlačila partnerja, ker se je to želela, globoko v sebi. Se je poročila, skupaj ima sta tudi podjetje. In ona pravi, da je neskončno hvaležna Bogu in
njenemu dragemu, ki smo ga tam sicer zakrili, ter vsem vam, ki ste moji sopotniki, zdaj govori o hipnotikih in tako. Torej, tukaj imam Saro, ona je dobila takoj 4 nove stranke in si povrnila investicijo v delavnico. Robert je prišel iz 1,2 milijona na 11 milijonov v 5 letih. Jaz vam lahko naštevam teh mini čudežev, ko so ljudje pravilno manifestirali ali pa začeli načrtno manifestirati, ker jih je res ogromno. Da vam dam primer Nika Vujčiča. Nika Vujčiča sem jaz pomagal pripeljati v Slovenijo prvič, ko je prišel. Takrat je nekdo drug napolnil Stožice z 11,000 ljudi, jaz sem jih pripeljal 1000. Nik Vujčič je najdel 3000 stvari, ki jih lahko počne brez rok in nog. 3000. Ko sem jaz njega prvič povabil v Slovenijo, jaz sem ga hotel sam povabiti, pa sem se malo strašil, ker takrat mi je postal račun, torej predračun ponudbo za $20,000. Torej 1 ura, če bi prišel predavati Slovenijo, $20,000, plus 4 letalske karte, ker on rabi pač posebno oskrbo in tako naprej. Takrat jaz nisem poznal te tehnike, ki jo zdaj vi poznate. Ne? Kaj se zgodi, ko vi dobite nekaj, kar vas prestraši? Rečete kaj? Ne rečete, da je to predrago 20,000, temveč rečete, kaj že? Napišite v chat. Kako si to lahko privoščim? Ja? Kako si to lahko privoščim? No, Niku Vujčiču sem potem pred kratkim poslal še en mail, se Nik, kako si kaj, in potem se da mi odgovori verjetno njegova tajnica ali nekdo, ki organizira njegove dogodke. Nik Vujčič zdaj pa ne več toliko potuje, ne hodi več predavati, lahko pa, če bo imel turnejo, se ustavi tudi pri vas in zdaj ima sicer novo ceno, ki stane $250,000 za 1-urno predavanje. Jaz sem rekel, what? Najprej, what? In potem sem takoj rekel, Aleksandar, a je to vredno $250,000? Ne vem. Kaj je bilo vprašanje? Kako si lahko to privoščim? Oziroma, kaj lahko naredim, da bom nekomu polepšal trenutek in naredil neko inspirativno zgodbo, da bomo seveda ta honorar pokrili in tudi ljudem dali nek navdih. Nik Vujčič, mimogrede, tisti, ki ga ne poznate, ima 4 otroke in neverjetna inspiracija. In on je razlagal, da je najdel 3000 stvari, ki jih počne brez rok in nog. 3000 stvari. In jaz imam še ena druga primer, če vam dam še en tak primer čudežev, Markosa, ki je doma iz Brazilije, tudi nima rok in nog, ima sicer eno palčko, pol roke, in on je izpit za avto naredil. Mislim, jaz, ko sem naredil ta posnetek njega, kako vozi avto, jaz sem bil fasciniran. Brez rok in nog. In jaz bi res rad, da razumete, da ni ovir, ki jih imate zunaj vas, temveč so v vas. In če imate v sebi neko željo, nekaj, kar bi radi, da se zgodi, bi rad, da slišite to, kar vam zdaj razlagam. Ne umrite s to glasbo v sebi. Ne umrite z temi željami v srcu. Torej, dejte manifestirati to, kar si želite. Nihče vas ne bo obsojal, kar si želite. Če bi radi imeli velik avto, imejte ga. To je vaša legitimna želja. Če bi radi imeli svoje privatno letalo, zakaj pa ne? Če bi radi imeli potovanja, da reste po vsem svetu, to je vaša želja. Če bi radi živeli ob morju, v hribih, kjerkoli, to je glasba, ki jo imate v sebi. Ne umrite z glasbo v sebi. Ja, dajte neko zavezo, tudi lahko v chatu napišete, da boste si upali sanjati velike sanje. Da si boste upali želeti to, kar čutite, da vas srce kliče. In še ena stvar se mi zdi pomembna, dajte sprejeti odločitev, da boste naredili preboj v življenju. Da boste naredili neko spremembo. Da boste postali odlični v manifestaciji. Ja? Napišite mi, da, Aleksandar, bom postala, jaz se bom potrudila maksimalno, da bom v dobri vibraciji. Tudi življenje bo lepše in naredite korak naprej v razmišljanju, v delovanju. Ja? In kaj je najbolj pomembna stvar? Dajte se postaviti v dobro čustveno stanje. Ja? Zdaj, dajte ramena nazaj, dajte nasmešek, pogledajte malo navzgor, takoj boste boljši čustvenem stanju. Pokažite nasmešek, pokažite meni jezik. Itak ga ne bom videl. Pokažite jezik v ekran.
Ja? Malo dajte biti igrivi, norčavi. Za življenje je prekratko. Zdaj se boste jezili, kaj počne ameriški predsednik. Zdaj se boste vi sekirali s tem, kaj on razmišlja in bili doktori iz tega in zaradi tega v negativni vibraciji. Ja? On ima privatno letalo. Vi se pa jezite in ste v negativni vibraciji. Pomembno je, da opozarjate, če so stvari napačne. Pomembno je, da se za nekaj zauzamete. Ne pa dovolite, da vam to krade vibracijo, krade zdravje, krade energijo, krade spanje. Lepo vas prosim, niso vredni ti ljudje, da vam bojo pobrali življenjsko energijo življenja. In ko boste enkrat v dobro čustvenem stanju, boste kar naenkrat slišali vortex, boste slišali priložnosti in takrat jih sprejmite. Postavite sebe na prvo mesto. Rekel sem vam že prej, dajte čuvati vašo vibracijo. Ne dovoliti, da bojo drugi pritiskali gumbe. Ne dovoliti, da bojo drugi imeli takšen močen vpliv na vas. Vi rečete, moja vibracija je moja odgovornost in je najbolj pomembna. Jaz sem na tem planetu, da sem srečna, da se dobro počutim. Ker potem, ko boste uporabili prvič željo, 2, vortex se bo zgodil, torej v vortexu bo ta želja, 3, boste dovolili, da se vam to zgodi. Vi, ko date sebi kisik najprej, ko date sebe na prvo mesto, lažje pomagate drugim. Če vi manifestirate več denarja v svoje življenje, boste lahko z drugim pomagali, ker nima denarja. Če boste vi jamarili tako, kot drugi jamarijo, ker nima denarja, potem mi ne boste mogli pomagati, ker boste tudi vi v negativni vibraciji, brez denarja. Vam se zdi logično, da če nekdo zboli, da tudi vi, če zbolite, te osebi ne morete pomagati. Ja, res, to se mi zdi logično. To je, če nekdo, ki ga imate radi, je bolen, takrat vi si želite, da ste čim bolj zdravi, da potem te osebi lahko pomagate. A ne bi bilo tudi dobro, da bi naredili na vseh ostalih področjih? Denar, karijera, prijateljstvo, družina, osebna rast, duhovna rast, vse, povsod imejte dobro, pozitivno vibracijo, ker potem boste manifestirali to, kar bi radi v svoje življenje. Ja? Komu je to koristno? Napišite mi, Aleksandar, to je koristno, to je pomembno, kar zdaj govorimo. To bi morali slišati že kdaj, v vrtcu, ne vem, pojma. Ja, torej, naše 3-dnevno druženje se zdaj bliža k koncu. Ja? Vendar danes bi rad, da ni konec. Danes je začetek. Ja? Torej, kaj vas bom res prosil, če vam kaj ostane, dajte si danes dati namero, da boste odpravili tako imenovan vibracijski odpor oziroma upor. 5 stvari, za katere vas bom prosil, da uporabite hipnozo oziroma orodja hipnoze in samo hipnoze, ki so zame najbolj dragocena, najbolj pomembna orodja, s katerimi boste postali odlični v hipnotičnem manifestiranju. Prvič, odpravite negativna prepričanja o denarju. Če recimo bi radi manifestirali denar. Če bi radi manifestirali partnerstvo, morate odpraviti negativna prepričanja o partnerstvu. Če bi radi manifestirali, torej odpravite negativna prepričanja. Zato uporabite hipnozo. Prosim vas lepo. Drugič, dajte rešiti pretekle dogodke, bolečine, travme, ker če ne nosite nahrbtnik na tistem področju in nahrbtniki preteklosti negativno vplivajo na vibracijo, negativno vplivajo na manifestacijo. Tretja stvar je vaša lastna vrednost. Nihče vam ne more vzeti pravice, da si zaslužite ljubezen, obilje, zdravje. Tudi če drugi nimajo vsega tega, ker so se odločili, da bojo v negativni vibraciji, si vi lahko izberete in brez slabe vesti izkušate pozitivno vibracijo, v kateri ste vi vredni, v kateri se vi zaslužite in v kateri je pomembno, da imate pozitivno dobro vibracijo. Četrta stvar, ki bi radi, da jo rešite, je fokus. To sem vam že prej rekel. Če ne morete misliti na plus v nekem področju, če tako boleča področje denarja, in tukaj res bi rad, da tisto čisti občutek. Ljudje danes
imajo te neke lažne zgodbe, ki jim v resnici sami ne verjamejo, ne? In pričakovanja, ki jim sami ne verjamejo. In kljub vsemu so pa fokusirani na pomanjkanje. Ja? Torej, kako lahko privlačite v svoje življenje to, kar bi radi, je pomembno, da imate nek mindset izobilja. Obilja ljubezni, obilja zdravja, obilja vsega. Ne na pomanjkanje. Ne razlagati, kako je zdaj svet v pomanjkanju. Danes ljudje na tem planetu, ki imajo pozitivno vibracijo na področju denarja, imajo denarja več kot dovolj. Ljudje, ki imajo negativno vibracijo, imajo premalo denarja. Seveda, mediji znajo potem narediti krizo, ker to je umetno, ne? Ljudje čejo kriza. Kaj se zgodi, ko začnejo mediji svojo zanimivo prodornostjo razlagati vse, da je kriza? Kaj se zgodi? Ja, nič. Ljudje se ustrašijo, denar neha krožiti, kljub vsemu, da je več kot prej, ker banke skozi nekaj tiskajo in kar nekaj se umetno zgodi pojav, ki se imenuje kriza. Ja? Ne, da bi se karkoli zgodilo z neko utemeljitvijo, temveč je samo negativna vibracija, ki so jo mediji štartali. In enkrat se spomnim, ne vem, če kdo pozna, jaz sem že razlagal prej o Esther Hicks, enkrat se spomnim z ene delavnice, ona ima tak sistem, da se postavi v Abrahama, ljudje grejo do mikrofona in jo sprašujejo. In eni delavnici gre en moški v mikrofonu in vpraša Ester oziroma Abraham, zakaj niso vsi ljudje, ki so dobri na enem kontinentu in vsi ljudje, ki so slabi na drugem. In odgovor me je fasciniral in točno ima prav. Ko ste vi v dobrem čustvenem stanju, ko ste vi v dobri vibraciji, vi v njih sploh ne opazite, ker so v negativni vibraciji. Se vas tudi ne more dotakati, ker ste preveč narazen vibracijsko. Se ne srečate z njimi. In tukaj je to ena pomembna lekcija, ki bi rad, da vam ostane do konca življenja. In še ena stvar se mi zdi pomembna, ne zamenjati delovanja s poravnavo oziroma z vibracijo. Ne tega narediti. Eno je akcija, drugo je vibracija. Samo zaradi akcije se ne bo nič zgodilo. Vi se morate poravnati s to vibracijo in potem boste lahkotno uresničili svoj cilj. Vedno to razmišljajte. V slabem čustvenem stanju plavam proti toku in se praktično ne premikam. V dobrem čustvenem stanju, v dobri vibraciji, grem s tokom in pridem ful hitro, lahkotno do željenega rezultata. Ja? Je to, kar zdaj razlagam, koristno in je to področje, kjer bi radi vi poglobili svoje znanje. Kdo tukaj si želi nadaljevati študij z mano? Ja? Napišite mi, samo toliko, da vem. Da, napišite, če vas to zanima. Je to način, kako vam jaz predajam znanje koristen, uporaben, zanimiv. Kdo tukaj bi rad izkoristil priložnost, da bo hipnozo in samo hipnozo uporabil za spremembo življenja in za manifestacijo? Ker rekel sem vam že prej, ni boljšega orodja za to, da postanete odlični v manifestaciji, kot je hipnoza oziroma samo hipnoza. Zdaj, pozor, Tony Robbins sem vam že razlagal, da računa za en dan 1 milijon in imate srečo. Ni investicija 1 milijon. Zdaj, kako ta delavnica se imenuje in kako bo potekala? To je en res poseben certificiran praktik hipnoze s hipnotično manifestacijo v praksi. Ja? Torej, kdaj mi začnemo? Mi začnemo že v petek. Torej, v petek dobite prvi modul, kjer vam bom jaz dal napotke, kaj narediti, da boste s hipnozo manifestirali. To je v bistvu prav res tak kratek modul, ki bo naprej pripravljen, če ste vi zdaj na dopustu, kjerkoli, ali lahko pogledate v ponedeljek, sploh kratek in vam bom dal vse, kar sem jaz v zadnjem času, ker res ogromno študiram, preučil, preštudiral, stestiral in preverjeno deluje v praksi, zato, da boste začeli kar se da hitro manifestirati. Ja? Zdaj, kakšna je vrednost? Torej, vrednost je 20 600 evrov. Zdaj pa pozor,
redna cena je 3656, vendar investicija v ta program, zdaj in priložnost za vas, torej certificiran praktik hipnoze s hipnotično manifestacijo v praksi, je 1797 evra plus DDV. Tisti, ki imate podjetje, ker je dejansko hipnoza karizma, tudi dobite certifikat karizmatični vodja, karizmatični prodajalec, karizmatični komunikator, torej vi dobite res poslovna, uporabna znanja za svoj posel, si lahko DDV tudi odbijete in je seveda ta cena 1797 evra plus DDV oziroma 2192 za DDV. Ja? Zdaj, kaj dobite, ko se prijavite? Samo tako, da razložim. Torej, 18 online modulov, ker vas naučim hipnozo, ker hipnoza je temelj za to, da boste lažje, hitreje manifestirali v svoje življenje, kar bi radi. Potem imeli bomo tudi 3 zume, imeli bomo tudi 3 dni v živo, in dobili boste moj klon, ki ga mi treniramo zdaj ne samo s hipnozo, temveč tudi z manifestacijo. Torej, tukaj se lahko z mano pogovarjate in seveda dobite odgovore z področja manifestacije, zakona privlačnosti in tako naprej. Skupnost in podpora, da niste sami, plus 9 dodatnih bonusov, plus uradno potrjen preboj v obliki certifikata. Pozor, zdaj, jaz upam, da ste vsaj nekaj slišali o tem, kaj jaz počnem skozi te dni, ko smo skupaj. Jaz res verjamem v hipnotično manifestacijo tako močno. Jaz sem ganjen. Vedno, ko jaz rečem to, kar sem vam tudi ven dal za nalogo, tudi jaz naredim. Torej, rečem, Bog, daj mi signal, da sem na pravi poti, da sem prav naredil. In potem, kar naenkrat dobim, ne vem, zgodilo se mi je, da sem dobil pred kratkim nek dobitek na loteriji spet. Zgodilo se mi je, da sem dobil pač nekaj, mislim, res takih norih nekih nakazil, ki jih nisem pričakoval in nekega denarja, ki nisem čakal. Zdaj, prav včasih ima solzne oči, v redu je Bog, saj vem, da si tukaj, saj vem, da bo vse v redu, ti zaupam. Jaz verjamem, da je pomembno, da se vi prepričate, da je to za vas in zato vam dajem 14 dni časa, da ta program poslušate. Torej, poslušate module hipnotične manifestacije in poslušate modul praktika hipnoze. Ker hipnotično manifestacijo dobite vi, ko se prijavite povsem brezplačno. Sam prijaviti se pa morate na osnovni program, to je certificiran praktik hipnoze. Vi dobite potem seveda dostop do naše spletne učilnice, ki jo lahko imate na telefonu, na tablici, na računalniku, povsem brezplačno in seveda lahko tudi prilagajate hitrost, kako boste študij poslušali. Zdaj, sam certificiran praktik hipnoze, jaz sem rekel, za podjetje, tisti, ki vas bo podjetje poslalo in plačalo, je karizmatični vodja, karizmatični prodajalec, karizmatični komunikator, ker hipnoza je karizma in če pogledate, karizma pomeni visoko vibracijo. Tukaj boste imeli 18 modulov. Jaz bi rad, da vi zelo podrobno poslušate modul 4, 5, 6, 7, 8 in 9. To so moduli, kjer se boste naučili spreminjati vibracijo s pomočjo indukcij. Priporočam predvsem tistim, ki imate na nekem področju kolesa življenja zelo bolečo točko. Ker vi lahko bolečino, recimo, da ste imeli nek težek partnerski odnos ali pa nek težek razhod, ločitev, in zdaj vi kako onemite ta čustva? Onemite jih lahko z prekomernim alkoholom, prekomerno hrano, mogoče tudi z delom, športom. Vendar vsi ti načini niso nujno vedno koristni za telo. Ker telo vas opozori. Če vi se zdaj pokate s cukrom, na koncu ne samo, da se pozna, teži tudi na zdravju. Moduli 4, 5, 6, 7, 8 in 9 so pa moduli, kjer boste onemili, če se tako reče, Andreja slovensko, pač te občutke in jim vzeli moč in dali neko neutralno vibracijo. Torej, če boste dali vi zdaj cilj sami sebi, vedno se dajte, ko se prijavite na delavnico zdaj, dajte si nek cilj, kaj bi radi s to delavnico uresničili in potem, ko boste šli skozi te module, ena indukcija vam bo všeč. Ja, in seveda, da ne pozabim, modul 13 in 12 so tudi samo hipnoze, so tudi indukcije. Torej, modul 13 je moj najljubši modul, kar se tiče samo hipnoze in to jaz uporabljam dnevno, v bistvu, zdaj moram pač
priznati, da ni to nujno prav čisto vsak dan, moja namera je, da bi to vsak dan počel. In bo to čudoviti moduli za vaše manifestacije, kako to manifestirati. Ja? Torej, dobite potem 3 dni v živo. Torej, zdaj, kdaj smo mi v živo? Mi smo v živo v Ljubljani četrtek, petek, sobota in potem tudi v Mariboru isto četrtek, petek, sobota. Vi si lahko zberete sami termin. Če zdaj ne morete, lahko prijete naslednjega. Mi se potrudimo, da prijete v živo takrat, ko vi rabite, oziroma takrat, ko je primerno. In spet, ko prijete v živo, je fajn, da si date neko namero, jaz bom to spremenila, jaz bom to dosegla, jaz bom to naredila. Ja? Ok, je kakšno moče vprašanje, lahko Andreja, to prosim, ti odgovoriš, sami lahko zberete termin. Vedno je pa četrtek, petek, sobota. Ja? Ste si poslikali termine? Ok. Evo, tukaj je Andreja, ki je bila zelo skeptična, da bo lahko svoj notranji umirila. V njej so moduli zelo pomagali in delavnica v živo pravi, da je bila dejansko top. Zdaj, certifikate lahko zberete, smo rekli, praktik hipnoze ali pa karizmatični vodja, tisti, ki ste v prodaji karizmatični prodajalec, tisti, ki ste v proizvodni karizmatični proizvodni delavec in tako naprej, ker je tukaj dejansko znanje, ki ga mi prilagajamo vašemu poklicu oziroma vašim potrebam. Ja? Mi imamo neki čistil, ki so prišli k nam in so bile navdušene, ker so gotovile, da to jim je pomagalo narediti preboj in zamenjavo službe tudi in tako naprej. Ja? Potem imamo 3 online coaching klice v živo na Zoomu. Ja? Potem imamo bonus delavnice, kako slušate denar medtem, ko spite. To je delavnica, kako boste manifestirali denar tudi, ko ne boste delali, in osnove samo hipnoze, odlične za tiste, ki boste manifestirali s pomočjo hipnoze. In potem imamo motivacijske skupine, ki so že naprej pripravljene, posnete in vi jih lahko pogledate o zdravju, tukaj imamo 2 zdravnici, ki to vodita, o spanju, o kako nehate kaditi, o hujšanju, o denarju, imamo enega guruja za finance, noro to poslušati, oziroma 2 guruja za finance. Kariero, moška, ženska energija, imamo en res tako prisrčen, čudovit par, ki to vodi. In to imate že vse pripravljeno. Zdaj rabim moške energije, ženske, grem pogledati. Zdaj rabim vzgojo otroka, zdaj grem pogledati. Kadarkoli si lahko to na zahtevo pogledate. Potem imam 8 zgoščenk, ki jih dobite tudi brezplačno, ko se prijavite za vsa področja življenja. Tisti, ki imate otroke, nečake, vnuke, dobite delavnico povsem brezplačno za vaše otroke. Zdaj mi jo izvajamo ponovadi v poletnem času med počitnicami v živo. Oziroma zdaj jo lahko pogledate v posnetku in ko bo naslednji termin, vas obvestimo in lahko pogledate in lahko pride vaš otrok, vnuk, nečak tudi v živo. Jaz zelo priporočam. Jaz recimo, moji otroci, če se le da, pridejo vsako leto, tukaj smo se poslikali in jaz doskrat jim rečem, pridite zato, da vas jaz naučim, kako boste sami lovili ribe, tudi ko enkrat meni ne bo pri vas, da dobite neka znanja. In kakšna znanja smo imeli mi? Mi smo imeli znanja, recimo, da recimo nikoli ne bojo jemali drog. Znanja, kako investirati. To je bilo ful zanimivo. Jaz nisem mogel verjeti, 10-letni otroci razmišljajo, kaj investirati in sprašujejo na to temo vprašanja. Mislim, tako o spanju smo jih učili, kako pomembno, da spijo. Torej, karkoli čutimo, recimo, na enem izmed delavnic smo imeli Petro Parovel, ki jo poznate kot ustanoviteljico Swipe brenda, ki jih je učila podjetništva in tako naprej. Tisti, ki niso še primerni za to delavnico, da recimo, da so mlajši kot 10, jim damo hipnotične pravljice. Tukaj imam Cirila, ki ima otroka z ADHD-jem, ki te pravljice uporablja za umiritev. Zaprta skupina, za tiste, ki bi se radi tudi zasebno povezovali med sabo in si pomagali. 5 zgoščenk za spanje. Spanje je ključno za dobro manifestacijo. Hipnotko je naše orodje za samohipnozo in hipnozo, v katerega dajemo zdaj tudi manifestacijske sugestije in tehnike. In rekel sem že, moj klon že sedaj ima ogromno vprašanj, sugestij z področja manifestacije in zakona privlačnosti. Torej, vi boste imeli neki izziv z manifestacija, ob 3 ponoči ne boste mogli spati, boste šli v Kajabi, to je naša školka, spletna učilnica, in tam je moj klon in me boste poklicali v chatu, torej s tipkanjem se lahko z mano pogovarjate, ali pa me pokličete tako, da jaz se z vami dejansko pogovarjam. In mi smo imeli ljudi, ki so mi rekli, da se jim prav zdi, kot da bi z mano govorili v živo.
Ja, skupnost in podpora in tisti, ki vas zanima, da bi bili, jaz sem asistent pri Tony Robbinsu in pri Richard Bandlerju, če bi radi bili moji asistenti, če bi se radi učili in bi del moje ekipe, je seveda Andreja Šefica, Andreja, torej morate predvsem za Andrejo govoriti glede tega, ne Andreja, in glavnem dobrodošli, da greste seveda po tej poti naprej. Torej, še enkrat, ko se prijavite, dobite te čudovite bonuse. Skupna vrednost teh bonusov je preko 20.500 evrov. Vi jih dobite povsem brezplačno, ko se prijavite in jaz garantiram, da dobite vsaj 10-kratnik vrednosti, ki jo plačate. Zdaj pa, ker je to ena prav posebna izdaja. Zdaj, kako je pa šla ideja za to, jaz vam povem, meni se zdi, kot da me Bog včasih spodbudi, da nekaj naredim, ne, ali pa vesolje res veliko študiram, veliko poslušam na to temo zdaj in veliko manifestiram. In ker sem tako navdušen, kako mi to uspeva dobro, res dobro, sem rekel, to moram predati čim prej naprej, ker je sigurno kdo nekje, ki trenutno rabi denar, je sigurno nekdo nekje, ki trenutno rabi recimo neko boljšo kariero ali pa rabi mogoče srečen partnerski odnos in tako naprej. In zato imam za vas teh 5 modulov in to je prvič. Rad bi postavil neke navade, zato da boste hipnotično manifestirali. Jaz vas bom naučil res natančno, kaj početi, potem bo na vas, ja ali pa ne, da boste to počeli. Torej, pomagajte mi, da vam pomagam postati res odlični v hipnotični manifestaciji. Zato tudi ne bom nobenega spustil, ki ne zna hipnoze, ker bo to res hipnotična manifestacija in bomo se skozi pogovarjali o tem, kako v hipnozi postaviti cilje, kako v hipnozi narediti, aktivirati zakon pričakovanja in tako. In boste videli, kako je to enostavno, ker manifestacija je enostavna, ma rabite neke temelje, ki jih boste dobili skozi delavnico hipnoze. Potem bomo govorili, kako odpravite ovire, ali so to neka prepričanja, ali imate nek dogodek z preteklosti, neko traumatično izkušnjo, ker včasih se sploh ne zavedate. Mogoče je težava ta, da ste premalo fokusirani na vibracijo, preveč samo na akcijo, da samo garate in tako dalje. Torej, vseh 5 področji blokad, ki jih imate, bomo na modulu 2 odpravili. Potem na modulu 3 bi vas rad naučil globok trans, kako naredite globok trans, da naredite res visoke vibracije. Visoke vibracije pomenijo hitrejšo manifestacijo. Modul 4 je kvantni preskok. Mi imamo sicer delavnico kvantni preboj v decembru, jaz bi vas rad naučil tudi kvantni preskok, da pridete do velikih ciljev in na koncu, kar je res pomembno, kako zavedno in trajno manifestiranje. Torej, kako boste trajno manifestirali do konca življenja. Torej, vsakih 14 dni dobite res kratek, res praktičen modul in skupaj z Andrejo se bomo res potrudili, da odgovorimo na čisto vsako vprašanje, ki nam boste z tega področja postavili. In potem dobiste še 5 ekskluzivnih hipnotičnih zgoščenk. To so moje najnovejše zgoščenke za hipnozo plus novo zgoščenko za zadetek na loteriji. In lepo prosim, ne se prijaviti za to, da boste zadeli na loteriji. Ker reče, jaz se prijavim za zadanje na loto, kar računaj name, ker jaz verjamem, da vesolje ima načrt, kako bo pripeljalo oziroma poslalo vam denar. In seveda še en dodaten bonus, kvantni preboj, to je delavnica v živo decembra v Ljubljani. Ok? Je kakšno mogoče vprašanje glede te, Andreja, te prosim tebe, če si tako prijazna. Evo, še enkrat, tukaj je investicija 1,797 plus DDV. Prijavite se, pridružite se nam, pridružite se mi. Če bi radi plačali na obroke, lahko z Diners kartico plačate. Mi vam tudi Diners kartico pomagamo urediti. Če vas zanima, jaz jo imam, prvo leto imate tudi brezplačno članarino, če jo vzamete preko nas. Jaz jo imam zelo rad, ker grem z njo v letališke salone, ko potujem, in se tam včasih še čaj naredim, pa tako, da se malo umirim pred naslednjim letom. In torej 71 evrov na mesec je, če vzamete to na 36 obrokov. Pozor, lahko vzamete tudi, če nočete kartice z NLB Buy and Go. Ja, in tukaj seveda morate preveriti
točno, kakšni so obroki na spletni strani. Mislim, da je obrok prije nekaj čez 90 €, če se prav spomnim. In tudi seveda imate možnost s kreditno kartico, če imate Visa Diners, Limpayom, Dinersom, NLB, Buy and Go, torej recimo, če bi kdo hotel res na veliko obrokov, 84 obrokov, prije 36 €. To prije ena kava na dan. Eno kavo na dan, če se odpoveste in seveda dobite potem priložnost, da ste z nami. Vsi izračune, ki ste jih videli, so informativne narave. Prosim vas, da se prijavite, da vam potem mi pomagamo, oziroma itak na strani vam bo točno zračunala aplikacija znesek. Ja? Torej, za koga je praktik hipnoze? Še enkrat. Torej, za nekoga, ki je popoln začetek, je to super. Za nekoga, ki že ima predznanje, seveda bo dobil nek drugi pogled. Če ste že dosti stvari poskusili in nimate še rezultatov, je to program za vas. Če imate premalo časa, vendar bi radi naredili spremembo, je to program, ki vam bo koristil. Če bi radi pomagali sebi, morda družini ali pa strankam, prijavite se. Ali pa če čutite, da bi radi nekaj več. Zdaj, če znate zapreti oči, slediti navodilom, potem znate delati hipnozo oziroma samo hipnozo. Ja? Zdaj, za koga je ta poseben dodaten program hipnotična manifestacija v praksi? Za popolne začetnike, brez predznanja manifestacije in hkrati za nekoga, ki si nekaj želi narediti na področju manifestiranja. Če me poznate in če veste, kaj jaz počnem. Mimogrede, če ste naredili že praktik hipnoze, če ste že opravili praktik hipnoze, se lahko še vedno prijavite na program hipnotična manifestacija v praksi in samo morate ga narediti pri nas. Če ste pri nas naredili praktik hipnoze, potem imate že takoj vstopnico, da pridete na hipnotično manifestacijo v praksi za res simboličen znesek. Ja? Če bi sami ta program radi, hipnotična manifestacija v praksi in ste že naši praktiki hipnoze, torej imate že v nas certifikat, napište nam v chatu oziroma in vam bomo postali v zasebno, eno prav posebno kodo, kjer se lahko potem prijavite. Samo res morate biti naši tečajniki in ste že naredili hipnozo, ker potem boste tudi lažje sledili vsem vajam, ki jih bomo delali. Ok, čutim, da moram to narediti, je rekla ena udeleženka, ki se je prijavila, ker je čutila klic v sebi. Torej, kaj vas vabim je, da greste na stran masteracademia.com, pošiljka Vortex in se prijavite. Če kliknete zdaj na to stran, oziroma že imate noter v naši spletni učilnici link, torej, če kliknete zdaj na stran masteracademia.com, pošiljka Vortex, boste prišli na to stran, ker desno spodaj je tak krogec We are here, torej tak chat imate desno spodaj, kliknite na tisti chat, ki se bo odprl in potem lahko govorite z mojo ekipo, z mojimi sodelavci, tudi z mano. Ko zaključimo, bom tudi jaz šel v chat in bom vam pomagal odgovoriti na vaše vprašanja. Kakšne vprašanja, ker verjamem, da bom danes spet se potrudil, da bomo kar se da egzekutivni glede časa, da ne bomo preveč dolgi, bom šel v chat in odgovarjal na ta vprašanja. Tako da že zdaj vas vabim, zdaj je čas, da kliknete in se prijavite. In ko dobite odgovore na vsa vprašanja, rečete, da greste naprej, prišli boste do strani, ker boste imeli samo še za izpolniti vaše podatke in kako boste plačali. Torej, plačate lahko, če rabite računne firme, nam to napišite. Plačate lahko seveda na več načinov, torej lahko po predračunu oziroma na transakcijski račun, kartično plačilo, odbročno kartično plačilo, Diners, Limpay, Buy and Go, torej vse to, kar sem prej rekel na obroke, lahko plačate. Ne? In tukaj potem, ko ste zbrali, enkrat oddate naročilo in kliknete za praznovanje. Ko boste dali naročilo, boste videli, kako simpatično, boste klikali za praznovanje. Če vam karkoli ne deluje, pošljete mail na prijava@masteracademia.com in napišite, jaz se prijavljam na certificiran praktik hipnoze in seveda rada bi postala tudi mojstrica oziroma mojster hipnotične manifestacije, zato bi rada tudi program hipnotična manifestacija v praksi, ker to je en prav poseben paket, ki ga izjemoma, če me vprašate zdaj, če bomo še daj to ponovili, vam ne znam tega reči, ker to delam zdaj izjemoma samo za tiste, ki bi radi hipnozo in manifestacijo združili skupaj in naredili en velikanski preboj v svojem življenju. Ena udeleženka je tudi rekla,
pred časom, ne, to je bila končno ena investicija vase, ne, ker vedno daje samo na se, ona pravi, da rek frizerju, gre na obleke si kupiti, pa to, dajmo nekaj vložiti vase, je rekla. No, še enkrat rečeno, tukaj imate vse bonuse, investicija 1,791 plus DDV, torej rok za prijavo se izteče v četrtek ob 23:59. Ja, ob četrtek ob 23:59 zadnji rok, vendar pohitite in se prijavite zdaj. Zakaj vam to razlagam? Zato, ker tako imate 14 dni časa, da potem v miru še premislite. A poznate zgodbo o človeku, ki se je utapljal in je prišel čoln do njega in rekel, ne, veš kaj, jaz molim k Bogu, Bog me bo rešil, vi kar bežite s čolnom naprej, potem prije še helikopter in helikopter tudi reče, ne, mene bo že Bog rešil, vi kar bežite naprej in kar enkrat se utopi in umre in gre v nebesa. In potem reče Bogu, ma Bog, jaz sem tako pridno molil, sem te tako prosil, zakaj me nisi uslišal? Zakaj me nisi rešil? Ma kaj te nisem rešil? Čoln sem ti poslal. Helikopter sem ti poslal. Kdo misliš, da je to tudi poslal? In za vse tiste, ki prosite, molite, vizualizirate, kdo mislite, da me je poslal mene, da sem ta program zdaj pripravil prav za vas? Kdo? Ja? Prijavite se, dajte se testirati, dajte videti, v koliko 14 dneh ne boste 100% zadovoljni, to je to, vi nam napišite in vam vrnemo denar v celoti. Imate 14 dni časa, da v miru prespite, preštudirate, zato vas vajam, da se prijavite. Evo, Martina pravi, da je iskala orodje za pomoč sama sebi, vse probala, dokler ni odkrijate delavnice, rezultati so super, shujšala je 7 kg, boljši spi. Nataša je nehala kaditi, odpravila tesnobo, prenehala s pitjem alkohola in tako dalje. Biljana je prišla na delavnico hipnoze brez službe in potem je kmalu najdla službo. Torej, če ne zdaj, kdaj in če ne hipnoza, kaj? Mislim, ja? Zato vas vabim še enkrat, masterakademija.com, pošiljnica Vortex. Benjamin Savšek je tudi naš udeleženec, leta 2014 je bil pri nas in on pravi, tako ko hodi na treninge, mora tudi svoje znanje in vizualizacijo obnavljati. Darinka, shujšala 20 kg, najdla čudovitega partnerja, čudovito kariero. Maja je takrat pripeljala Jako, njenega fanta, takratnega, in je odpravil strah pred letenjem. Lejla je rešila probleme s spanjem. Robert je dobil blazen boost, da je prišel s prometom na 11 milijonov. Zdaj, to, kar jaz vem o vas. Jaz verjamem, da ste dovolj sposobni, pametni in seveda imate vse, kar rabite za uspeh. Zato, da s hipnozo začnete manifestirati to, kar bi radi. Jaz vas vabim, da gremo skupaj v ta vortex, v ta vrtinec, ker boste s hipnozo naredili spremembe, preboje v življenju. Rozana je pomagala vnuku, da ne več toliko gleda televizorja. Lea je pomagala s tem znanjem enemu otroku, ki je imel težave z ADHD-jem in eden z disleksijo. Oba sta pisala 5 v angleščini. Andreja je rešila komunikacijo z malčkom. Špela je odpravila strah pred globoko vodo. Evo, še enkrat vas vabim, klikajte zdaj na tisti link, dejte iti v chat, vas počakam, klikajte, ste klikali in izpolnite prijavnico in vprašajte, kako boste našli načine, da boste z nami. Ker na koncu se bo našel način, če boste vi iskali. Tisti, ki išče, najde. Anja pravi, da je pomagala bratu, ki je vrhunski športnik. Daniel je zdaj bolj umirjen. Tudi drugi mu rečejo, da kaj je s tabo? In pazite to, spi mirno vso noč. Torej, še enkrat greste na masterakademija.com, pošiljnica Vortex in se prijavite. Če vam karkoli ne dela na tem spletu, pošljite mail na prijava@masterakademija.com, napišite, prijavljam se na certificiran praktik hipnoze, rada bi postala mojster hipnotične manifestacije. Zdaj, za tiste, ki boste zaupali srcu, ki boste zaupali klicu, ki boste poslušali svojo intuicijo, rekli da, ob prijavi danes seveda dobite tudi 1-na-1 srečanje s top hipnotizerjem. Ja? Torej, personalizirano hipnozo za vašo manifestacijo boste dobili, ko mi odstranimo blokade, okrepimo nek namen, dvignemo vibracijo. Vi boste povedali,
katera blokada je najbolj verjetna v vašem življenju? Ali je problem, ker imate ogromno negativnih prepričanj z preteklosti? Ali je problem, da preveč časa se fokusirate na negativnost? Ali imate neko travmatično izkušnjo, o kateri mi ne rabimo nič vedeti? In tako naprej. Kaj je tisto, kar vas blokira, da ne dvignete vibracije, da ne manifestirate? To boste rekli hipnotizerju, ki vam bo potem naredil hipnozo samo za vas. Zato se res prijavite zdaj, ker bo ta bonus vaš. Kaj vas blokira pri manifestaciji in kako lahko to odpravite s pomočjo top hipnotizerja? Ker če ne boste poskusili, nikoli ne boste vedeli, kaj se lahko spremeni. Ker ena stvar je pa res, nikoli ne boste mlajši, kot ste zdaj. Danes v prihodnosti. Torej, danes ste najmlajši, kot boste kadarkoli v prihodnosti. Mislim, mi imamo eno udeleženko hipnoze, ki je stara, mislim, da je bila 86, koliko je bila, potem smo imeli udeleženka, ki je bil 84. In smo imeli eno punco, ki je bila pri 15, ki so jo starši bliže prej na hipnozi, so rekli, tudi ti moraš iti, ker je imela težave z samopodobo v šoli. Ja? Torej, ni izgovorov, da se ne bi prijavili. Kaj je rekla Silva? Ona se je spraševala, nekaj hodila na številne delavnice in pokaj pa še enkrat k nam je rekla, zakaj sem tako dolgo čakala, nisem šla pri Aleksandru. Romana, ona pravi, da je res super. Urša je rodila s pomočjo hipnoze. Matjan pravi, da je zdaj začel živeti v obilju. Kaj reče ljudje zaradi online delavnic? Kaj jim je všeč? Online izobraževanje so jim všeč, ker lahko večkrat poslušajo, ker so dostopna, dobre vaje so, sproščeno vzdušje. Ilka pravi, da so programi na Master Akademiji fajn, ker jih lahko ona posluša tudi, ko potuje po svetu. 1797 plus DDV, seveda, tisti, ki imate podjetje, si DDV odbijete. Torej, jaz bi rekel, kar bi še jaz vam svetoval, vi se prijavite. In potem greste do šefa in rečete, šef, jaz bi rada šla na ta tečaj. S tem bom povečala karizmo in manifestiranje. A imamo mi kaj budžeta, da mi podjetje lahko plača, drugo si plačam sama. In lahko, mi imamo primere, ko recimo ravnatelj v šoli plača polovico ravnatelj, polovico plača učitelj, ker ima nek budžet in tako naprej. In seveda mi lahko to prilagodimo vam. Še enkrat bi vas opozoril, da bo podjetje, zaradi tega, ker boste vi bolj karizmatični kot vodje, kot podjetniki, kot prodajalci, kot komunikatorji, kot čistilke, kot učitelji, bo podjetje bolj uspešno in je to upravičen strošek. Vi si lahko seveda upravičeno odbijate DDV, zato, ker boste s tem imeli več prihodkov, več dobička, več rezultatov. Kruno pravi, da se ni da smejal še nekje drugje toliko. Nadja, kot radiološka inženirka, ki dela na magnetni resonanci, lahko pomaga ljudem reševati klaustrofobije. Carmen pravi, da zdaj si upa stopiti v spredje. Klaudija pravi, da to je top. Ja, še enkrat, certificiran praktik s hipnotično manifestacijo v praksi. Začnemo, prvi modul prav te hipnotične manifestacije bo v petek že. Torej, že v petek dobiste prvi modul. In potem čez 14 dni, naslednja čez 14 dni, ker vmes bi rad, da vi manifestirate. Vas bom naučil res takih detajlov, to, kar smo se zdaj pogovarjali, bomo šli bolj natančno, bolj podrobno, vi boste lahko spraševali me, jaz bom potem rekel, to je težava, zdaj razumem, zakaj ta nam manifestira. In jaz vas bom res naučil najnovejše stvari, kar obstajajo v praksi v tem trenutku. Ni bolj novih stvari, no. In investicija 1,797 evra plus DDV. Zdaj, tisti, ki ste hipnozo že naredili, prosim, ne pišite v četu in boste res imeli neko simbolično investicijo, ker ste že naši. Ne? Kaj pa, če je to tisto, kar iščete že tako dolgo? Povejte mi samo to. Kaj pa, če je to tisto, kar iščete že toliko časa? Preverite. Kako je lahko hipnoza priložnost za vas? Pomagate lahko sebi s hipnozo, drugim. To je lahko poslovna priložnost. To je recimo, lahko nekomu nudite storitve odprave strahov, kajenja, naredite nek digitalen produkt, lahko izboljšate svojo obstoječo kariero, ker boste bolj karizmatični, samozavestni, ali pa vračate nekomu prosem brezplačno. Danes boste videli, kaj vse ljudje iščejo. Od tega, da jih je strah, da imajo bolečine, da ne spijo, da bi radi shujšali, da imajo depresijo, da so osamljeni, demenca in tako naprej. Vse to lahko rešujete, razne odvisnosti s pomočjo teh orodij in znanj.
Tukaj imam Branko, ki je to dodala kot dejavnost v svoj studio, ki dela refleksoterapijo, energijske masaže in tako naprej in pravi, da so odlični rezultati. Ja, Marjanca je razprodala svojo delavnico v 24 urah. Tomaž Gantar, ki je zdravnik in nekdanji minister, pravi, da zdaj dela drugače, razmišlja. Če bi to imel prej, bi mu bilo lažje in mu je žal za vsakogar, ki te vsebine ne sliši. Torej, te korake bomo mi se naučili, torej, kako izvesti hipnozo, ne? Torej, namera, stik, priprava terena, definicija cilja, to boste res dobro znali. In potem bomo to preslikali v manifestacijo. Želja, vortex in vi boste dovolili, da se vam to uresniči. Ta točka preloma se mora zgoditi. Vi morate zakon pričakovanja aktivirati. In vi boste imeli zdaj nalogo, seveda, samo hipnozo za vaše manifestiranje. Jaz vam bom dal 10 minut in vas bom res naučil, kako manifestirati najprej navznoter in kako se povezati z vorteksom in kako iz vorteksa pobrati cilj ven. In potem boste šli samo v akcijo. Ja? Torej, ta znanje lahko uporabite pri denarju, pri karieri, pri poslovni rasti, kjerkoli. Zdaj, ali boste nekaj izboljšali, ali pa boste odpravili zavedno. To mora biti vaš cilj. Prijavite se, da izboljšate komunikacijo, da odpravite recimo strah pred javnim nastopanjem zavedno, da odpravite odvisnost od alkohola zavedno, da izboljšate partnerski odnos, da izboljšate disciplino, da izboljšate spanec in tako naprej. Torej, eno ali drugo, zato se prijavite. Še enkrat, masteracademia.com, pošiljnica Vortex, tam vas čaka v chatu tudi nekdo od sodelavcev. Vprašajte, kakršnekoli vprašanje imate, kako narediti račun, lahko vam damo pol na šolo, pol na privat in tako naprej. In tu sem vam rekel prej, vi greste do šefa, šefice in rečete, jaz bi to rada naredila, ker bom izboljšala tu pa to pa to. In ukolikor boste dobili ne, se lahko itak še zmerno odjavite. Imate 14 dni časa, ko se lahko odjavite. Zato dajte se zdaj prijaviti. Zaupajte vesolju, zaupajte Bogu, zaupajte naravi, ki vas je pripeljalo sem in potem začutite razliko. Že tako, ko boste rekli da, se bo nekaj začelo spreminjati, premikati v vas. Ja? In tukaj še enkrat investicija 1,7%, tam so vsi bonusi, ki jih dobite, ko se prijavite. Zdaj, ali je potrebno kakšno priznanje? Za udeležbo na delavnici hipnotična manifestacija oziroma praktik hipnoze ne rabite nobenega priznanja. Tako je zasnovana ta delavnica, da vas bom korak za korakom peljal skozi procese, da boste s hipnozo oziroma manifestacijo dosegli želene rezultate. Pomembno je, da ste odprti za neke nove ideje in izkušnje, ostalo vas bomo mi naučili. Zdi se mi, da bo to preveč kompleksno, včasih slišim. Jaz ta občutek razumem. Vendar delavnica je tako narejena, da vam enostavno razložim, jasno, korak za korakom. Zato se prijavite in je dovolj, da ste radovedni in odprti, ker je veliko bolj preprosta manifestacija, kot si sploh predstavljate. In dostikrat mi ljudje rečejo, Aleksandar, nisem mogla verjeti, da je hipnoza tako enostavna. Da je tako naravna je beseda. Ne vem, ali verjamem v hipnozo ali manifestacijo. Lej, ni vam treba verjeti na slepo. Dajte se prijaviti. Hipnoza temelji na naravnih stanjih uma, ki jih doživljate vsak dan. Jaz vas rad samo naučil, kako jih boste zavedno uporabili. Vi ste itak hipnotizirani vsak dan. Če vam uspe manifestirati parkirišče, zakaj ne bi manifestirali nekaj večjega tudi? Zakaj ne bi testirali? Rekel sem vam, imate 14 dni, dajte si nalogo, prijavite se in rečete, evo, v 14 dneh bom to in to manifestirala. 14 dni časa imate, da testirate. Že sem poskusil, že manifestacijo ni delovala. Lejte, tukaj gre za drugačen pristop. Dostikrat ljudje mislijo, manifestacija je samo neka vizualizacija. Ključ je pa v stanju, ki ga ustvarite v sebi, v vibraciji. Ne v vizualizaciji, V-I-B-R-A-C-I-A. In hipnoza vam pomaga, da to stanje začutite, ne samo, da si ga zamišljate. Ali bo preveč osebno, bo morala kaj deliti z drugimi. Ne, vi sodelujete toliko, koliko želite. Vse vaje so tako narejene, da jih izvajate zase v varnem okolju in ne rabite jih deliti z drugimi. Mi smo imeli eno udeleženko, ki je bila pred leti, ker je oče prijavil
ker je imela en hud strah. In ona je bila zdravnica po poklicu, ja, zdravnica družinske medicine, in ona ni do konca povedala, kaj po poklicu. To je njena legitimna pravica. Tudi pri vajah boste videli, vi ne rabite povedati, kakšno težavo imate. Vi samo rečete, imam neko blokado iz preteklosti. In potem oseba vas pelje v hipnozi in vam blokado reši, brez da razume, ve vsebino te blokade. Ker če imate blokado za manifestacijo, je zelo verjetno, da bo tudi jutri ostala in pojutrišnje ostala, če ne boste odpravili. Ne moram vizualizirati. Preizkusil sem različne tehnike in mi ne gre. Če vas zdaj vprašam, kakšne barve je vaš avto, mi znate povedati, brez da ga pogledate. Potem ste vizualizirali. Kakšno barve je bil vaš prvi avto? Če mi znate povedati, povem, ste vizualizirali. In seveda, tudi tukaj boste se naučili to biti še boljši in boljši izvajal. Ja? Modul številka 13 v hipnozi vam bo res koristen in bo res pomagal. Ali se hipnoza lahko uporablja za izboljšanje spomina in boljše učenje? Da. Ali dobim dostop do vsebin tudi po zaključku delavnice? Da. Mi garantiramo, da dobite dostop do vsebin najmanj 2 leti. Ja? Vendar mi imamo zdaj kar nekaj let, ko so ljudje in imajo dostop, da si lahko pogledajo, kadar sami hočejo. Torej da, 2 leti garantiramo, da imate dostop do vsebin po zaključku. Sem ena tistih, ki mi je vse to všeč, a se še ne premaknem. Potem vas vabim, da se prijavite in prva manifestacija, ki naj bo, da se boste premakali. To si izberite za prvo manifestacijo. Kaj, če ne vtegnem slediti urniku? Program je tako narejen, da je fleksibilen in vi sledite svojemu tempu. Je kakšna garancija za manifestacijo? Garancija za notranje procese, torej za vaše notranje stanje, vam nihče ne more dati v nekem matematičnem smislu. Vendar hipnoza znanstveno dokazano vpliva na podzavestne vzorce, znanstveno dokazano na prepričanja, na čustvena stanja in ti neposredno vplivajo na vibracijo, na manifestacijo. Glejte, če bi mene vprašali pred leti, bi bil tudi skeptičen. Jaz sem res tak bolj matematičen tip. Ja? Ko sem zdaj gledal 100, 1000 primerov ljudi narediti transformacijo, vam rečem, ni garancije, je pa tukaj nora izkušnja in velikanska verjetnost, da se boste premakali bliže željenemu in se ta verjetnost drastično poveča, ko boste seveda ta orodja uporabili. In predvsem, če nič ne naredite, se nič ne bo spremenilo. Nehajte se sabotirati sami sebe izpod zavesti ven. Kdaj in kje lahko dostopam do vsebin delavnice? Kjerkoli, kadarkoli, ko imate dostop seveda do interneta, v naši spletni učilnici Kajabi. Noter boste videli, boste dobili cel kup nekih praktičnih demonstracij. Potem, recimo tukaj primer ene udeleženke, ki je pravi, da je bila preveč resna. Če nekdo preveč resen, kakšna vibracija je to negativna? In po 3 vprašanjih in 7 minutah se ni nehala smejati in vi se boste tudi, ko boste tu videli. Mislim, ona je tudi mimogrede zdravnica. In kaj je smeh? Smeh je pozitivna vibracija. No, potem dobiste gradiva za tisk in posebne delovne zvezke. Koliko ljudem je ta tehnika pomagala? V svetu boste našli milijone ljudi, ki rabijo hipnozo in seveda razne tehnike manifestacije. Bodi si ločeno, bodi si v kombinaciji. Zdaj, tukaj gre za nek pristop, ki ga terapeuti, vrhunski športniki, podjetniki, posamezniki uporabljajo, zato da so bolj učinkoviti, bolj uspešni, da dobijo neke zunanje rezultate. Nočem, da to jemate kot neko modno muho. To gre za preverjen način programiranja uma. In zato vas vabim, da tudi vi testirate. Pomaga tudi hipnoza pri odvajanju od alkohola, da vam svetujem, da ko jo izvajate, ste trezni, oziroma da je oseba, ki jo bi radi pomagali, da takrat, ko boste tudi izvali hipnozo, da ni nič popila prej. Kako s hipnozo pomagati drugim, če te osebe ne verjamejo v hipnozo? Tako, da vi naredite čim več sprememb na sebi. Vi pokažete na sebi drastično spremembo, da se bo avtomatsko prenesla naprej. Kako se otreste tabuja zvezi s hipnozo, tako da jo dejansko vidite v praksi. In na koncu, doskrat tudi rečejo, kakšna je investicija, jaz pa vprašam, kakšna je pa cena neukrepanja? Ja? Kakšna je cena neukrepanja? Torej, greste na masterakademija.com, pošiljka Vortex, se prijavite in spoznate moč hipnoze in samo hipnoze. Pozor, imate 14 dni časa,
da se lahko dokončno odločite. Torej, zdaj ne rabite reči da ali pa ne. Zdaj rečete, mogoče pa ja. Mogoče pa ne. Prijavim se, hvaležna Aleksandru, ki mi daje 14 dni časa, da v miru to preštudiram, in če ne bo to najboljša odločitev, ki ste jo kadarkoli sprijeli, rečete, Aleksandar, to ni za me, bla, 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 bla. Ma samo prvi modul hipnotične manifestacije poslušajte. Naredite vse naloge, ki vam dam, ker bo blazno enostavne, kratke. In potem mi rečete, Aleksandar, če ni to vredno 10krat več. Tukaj imate link, masterakademija.com, / Vortex, greste zdaj tja, se lahko pogovorite z sodelavcem ali kdorkoli zdaj v četu je. Lahko, če vam karkoli link ne dela, greste samo na mail, napišite prijava / prijavljam se, napišite vaše podatke, da vas lahko kontaktiramo, če še kaj rabimo od vas in ste oddali prijavo. Ja? Torej, investicija 1797 € plus DDV in uporabite hipnozo, da postanete oseba, na katero boste ponosni in s katero boste uživali sobivati. Torej, vi že zdaj uporabljate hipnozo, vendar niti ne nujno zavedno ali pa zavestno. Hipnoza se uporablja tudi v medicini. Mi poznamo placebo efekt. Tukaj imamo Katjo, ki je zdravnica, kardiologinja. In ona pravi, da to bi mogli učiti že na faksu, na medicinski fakulteti, da bi znali zdravniki bolnikom daje dobre sugestije, se izogibati slabim. Torej, vedno se pri težavah na področju zdravja obrnite na zdravnika. Zdaj, če bi radi raziskovali, kako nekomu pomagati manifestirati zdravje, imate tukaj še medicinsko knjižico, ker boste lahko napisali hipnoza in jaz še nisem najdel primera, kjer hipnoza ne bi bila učinkovita oziroma uspešna. Danica je prišla na delavnico k nam po temu, ko je prebolevala raka. Namesto tablet proti depresiji se je odločila za hipnozo in v 3 mesecih se je vrnila na normalno stanje, možgani so jo spet delali in je bila spet optimistična. Torej, potem lahko izboljšate partnerstvo s hipnozo. Ker ni važno, kje ste sedaj, važno je, da greste naprej proti želenemu rezultatu. Ker denar je samo energija. Zato uporabite hipnozo, da spremenite svojo vibracijo. Mislim, jaz vam razlagam iz praktičnih izkušenj. Leta 2012, tukaj sem predaval v dnevni delavnici v Sarajevu, sem delal trdo. Po celem svetu sem hodil, predaval konorc. Nažalost, sem zaradi slabih vibracij imel minus 600,000 €, torej točne številke, zdaj ne vem več, približno minus 600,000 € kreditov in zato sem tisto leto se zgaral do konca. V enem dnevu sem imel celo 3 delavnice. Imel sem mojstra praktika v Ljubljani, nekje ne v učilnici. Med kosilom sem šel predavati za Roberta Roliha na gospodarsko razstavišče in potem, ko sem končal 17:30, sem šel na Debeli rtič, sem predaval za Rdeči križ, prostovoljno sicer, dobrodelno. In moja sestra me je čakala na Razdrtem, da sem se vrhu sedež dol, da sem vsaj malo zaspal, ker je bilo to res naporno. No in potem sem odkril hipnozo, laboratorij manifestiranja, laboratorij uma in se mi je zgodilo podobno, kar se je zgodilo Nini. Ona je prišla na delavnico hipnoze, ker je hotela eno bolečino po hudi prometni nesreči rešiti. In ko je ta bolečina po hipnozi izginila, je rekla, kaj če zdaj jaz tukaj delati, ali naredimo nekaj za denar še. In potem naslednji dan po hipnozi za denar pride 1000 €. Potem še enkrat kasneje 5000 €. In ona ni teh stvari pričakovala, to niso bili pričakovani zneski, čisto nove stvari. In potem, dajmo malo več, je probala in je dobila še 41,000 €. Mi imamo udeleženca, Igor mu je ime, ki je dejansko hotel Teslo in dobil Teslo. Noro. Lejte, otrok ima svoj lasten model sveta. Vi lahko s temi znanji naučite otroka loviti ribo, tudi ko vas ne bo zraven. Ne dovolite, da vaši otroci ponavljajo vaše napake. Naredite to zase in za svoje otroke. Mi imamo udeleženko, ki pravi, da je prav drugače zdaj delati v vrtcu. Pa imamo dost starih staršev, ki pridejo zato, ker so rekli, za otroke sem zamudila, za vnuke pa ne bom. Dajte postati hipno zmagovalci, dajte zmagati navznoter. Dajte, tudi če daj padete, se poberite, pokažite, kako se človek pobere, gre naprej. Vsi ljudje so enaki, samo navade so različne. Dobre, slabe navade prinašajo rezultate. Zato uporabite hipnozo najprej na sebi, kot samo hipnoza. Uporabite hipnozo za manifestiranje tega, kar bi radi. Lahko, da boste nekomu pomagali, formalno ali pa neformalno. Ja?
rekel sem vam, da tudi na področju zdravja lahko pomagate, prvo vedno ne gre oseba k zdravniku. Ne to naredi v sodelovanju z zdravnikom. Tukaj imam primer pomoči nekomu, ki je imel Alzheimerja s hipnozo. A vidite, kaj piše? Promising results, torej obetajoči rezultati v prvi študiji, to je zdaj starejša raziskava na področju hipnoze in Alzheimerja. Torej, kaj so ljudje po teh znanjih? So bolj sproščeni, imajo manj negativnih čustev, tukaj meni boljša vibracija, bolj potrpežljivi, boljša komunikacija. Pa imamo primere, ki so imeli dve udeleženke, ki so imeli fibromialgijo, manj bolečine, boljše duševno zdravje, boljše spanje. Bolečina je šla iz 10 na 6 in pravi, da boljši spi. Potem imamo izjemno učinkovitost pri opuščanju kajenja s hipnozo. Sindrom razdražljivega črevesja, hipnoza pri nespečnosti. Vedno se najprej obrnete na uradno medicino in posvetujte zdravnikom, vendar jaz vam garantiram, to so nore stvari, ki se jih boste naučili. Raziskujte sami, kako vam lahko hipnoza pomaga. In ena zadnje, hipnoza je lahko posel. Lahko boste delali 1 na 1 ali pa skupinsko. Lahko boste imeli predposnete programe z vodenimi hipnozami in vajami, pasivni prihodek, lahko boste prodali preko raznih platform ali pa na YouTube kanalu, podcastu ali pa del coachinga. To je eden najbolj skalabilnih načinov za zaslužek s hipnozo je snemanje hipnotičnih posnetkov. Zakaj? Enkrat posnamete, prodajate neomejeno. Brez prisotnosti. Snemate lahko neke splošne teme, tematske teme in vprašanje je samo to. Koliko časa ste pripravljeni čakati, da se življenje spremeni samo od sebe? Ali boste kaj naredili za to? Koliko trenutkov ste že zamudili, ker niste zaupali sebi? Še enkrat, masterakademija.com, pošiljka Vortex, vas čakamo za to, da naredite spremembo v svojem življenju. Če karkoli ne dela, se prijavite preko elektronske pošte 1797 plus DDV. Rok za prijavo se izteče torej v četrtek ob polnoči, torej 23:59. Ne želim, da je danes konec, temveč danes nov začetek. Najslabše je, da se lahko nekaj novega naučite. Jaz verjamem, da si zaslužite to priložnost. Kdaj, če ne zdaj, kdaj? Dajte res narediti ten prvi korak, jaz vas bom vodil naprej. Torej, masterakademija.com, pošiljka Vortex, dajte postati mojstri in mojstrice hipnotične manifestacije. masterakademija.com, pošiljka Vortex, dajte manifestirati s pomočjo hipnoze. Ja? Torej, jaz vem, da sem bil zelo ekzekutiven, hiter. Zakaj? Zato, ker želim, da tudi tisti, ki so morda v posnetku danes z nami, nas bodo lahko spremljali, tudi da dobijo današnji bonus, dnevni bonus. Zato, ker kadar mi zaključimo, takoj dobijo potem posnetek. Torej, ko mi zaključimo zdaj tukaj naše srečanje, se bo takoj posnetek dejansko po elektronski pošti dostavil vsem tistim, ki so morda zamudili in zdaj čakajo nestrpno, kdaj bo prišel posnetek. Zato bi rad seveda zaključil v čim krajšem času. Jaz verjamem, da sem mogoče šel malo hitreje v nekem določenem delu. Če imate kakršnokoli vprašanje, lepo prosim, Andreja, si ti hvaležen za vse odgovore v chatu. Če je kakšno vprašanje, bom z veseljem odgovoril tudi jaz. In predlagam, da gremo zdaj vsi skupaj na to stran, a ste si jo prepisali, torej masterakademija.com, pošiljka Vortex, in bom tam v chatu odgovarjal na vaše vprašanje. Ste za to? Torej, če imate zdaj še kakšno vprašanje, dajmo se videti zdaj na chatu, torej po slovensko se reče klepet. Andreja, če še kakšno vprašanje, bom zelo vesel, če ti odgovoriš. Danes res nismo naredili nobenega procesa z zaprtimi očmi. Če ste za to, dajmo z odprtimi očmi, vas vabim, da položite obe roki na srce, samo za nekaj trenutkov skupaj, ko smo. In če smem se zahvaliti za potrpežljivost z mano, za pozornost. Ta delavnica je tako spontano nastala, da vam bolj ne morem reči. Nekako čutim, da me vesolje, Bog pri tej delavnici res podpira in da je to nek klic, ki je morda prav za nekoga, ki je zdaj to rabo, da sliši dragocen, pomemben in bi se vam res zahvalil. Hvala, ker ste. Hvala vsem, ki ste se že prijavili in hvala vsem, ki se še boste prijavili.
in hvala vsem, ki ste me poslušali. Kako je šlo? Povejte mi. Ste dobili vseeno koristno stvar skozi te dni? Jaz bi res ta občutek hvaležnosti vam predal in s to hvaležnostjo še enkrat v srcu vas vabim, da poslušate svoje srce, poslušate intuicijo, imate možnost obročnega odplačila. Dajte se naučiti, kako manifestirati v praksi to, kar si želite. Mimogrede, obljubil sem vam vsem tistim, ki se prijavite najnovejšo novo zgoščenko loterije. To je sicer majhen trik, da če boste zadeli, ne vem točno zdaj zneska, ki imam napisano, da dobim jaz 9,97%. Torej, vi dobiste pač 90, ne vem koliko procenta, 9,97, torej če zdanete 10 milijonov, jaz enha pa vi 9. A bo to dobra delitev? No, to je stvar še diskusije. Prijavite se, ker bom vas res vesel. Andreja, hvala ti za podporo, pomoč. Če je kakšno vprašanje. Ja, torej datume lahko, prosim, prijeste v chat, v klepet in vam jih bom zaupal v klepetu. Torej, pridite v klepet, v chat in boste dobili datume, oziroma vam bo nekdo v ekipi pomagal. Torej, dajmo se vijati tam, da s tem, ko zaključimo mi zdaj, bomo dali priložnost, da tistim, ki so morda bili, kjerkoli pač so bili in niso uspeli začeti z nami, oziroma biti od začetka z nami, morda tudi kdo izmed vas, ki zdaj posluša, bi rad slišal posnetek. Zdaj takoj damo posnetek, ker bi rad, da pač tisti bonus, ki velja danes pač do polnoči, da tudi dobijo vsi. Okay? Hvala, ker ste bili z mano. Hvala, Andreja, tebi. Hvala, dragi moji kreatorji, ko se reče, ustvarjalci resničnosti. Mislim, da smo skupaj ustvarili neko čudovito izkušnjo, vsaj jaz tako čutim. Upam, da smo nekoga izmed vas navdušili, da se nam pridruži. Zaupajte srcu. Ne poslušati možgane, ne poslušati tisti glasek v sebi, ne razmišljate to dosti ali malo. Kako si lahko to privoščite, kako si lahko to omogočite, kako lahko to zdaj kreirate. In potem boste videli, ko se prijavite, ker to vam res svetujem, da naredite. Najprej se prijavite in potem iščite načine, kako v praksi to dejansko izpeljati. In ko boste šli lahkotno v to prijavo, pričakujte lahkoten proces izvedbe in tudi ena res neprecenljiva znanja. V tem trenutku je to vrhunec znanj o manifestaciji, kar obstaja na svetu. In to bi vas res naučil. Noro. Ko mi čakam. Prijavite se, si vidimo, gremo hitro v chat, greste na masterakademija.com, pošiljka Vortex, tam se vidimo čez nekaj trenutkov. Hvala. Lep pozdrav.